Dame in gospodje, dober dan želim prav vsem, ki ste si na ta ponedeljkov dan v olimpijskem letu 2020 našli čas in ste z nami. V posebno čast mi je pozdraviti našo gostiteljico, gospo Sonjo Gole, ki je velikodušno znova odstopila prostore v podjetju, ki ga tako uspešno vodi že vrsto let za novo predstavitev kolesarskega kluba Adria Mobil, ki si prav z ogromno pomočjo in podporo v vseh oblikah podjetja Adria Mobil utira pot v kolesarskem in tudi nasploh športnem svetu v okolju, ki s svojimi zmožnostmi, gledano seveda v celoti, težko sledi najbolj razvitim okoljem okrog nas, ampak kot radi slišimo, se ne damo in slovenski šport, slovensko kolesarstvo nas res dobesedno opozarja na svoje dosežke, na tisto, kar zmorejo, ne glede na to, da niso najbolje podprti strani tistih, ki bi morda morali še najbolj poskrbeti s temi denarnimi tokovi. Ob tem bi posebno pozdravil tudi gospod Mojco Novak, ki ima še naprej obilo volje in vztrajnosti, kljub temu, da je zdaj najraje babi in še vedno marsikdaj ne gre vse po načrtih in po maslu, vztraja v vlogi druge matere, tu ni babica, vsem kolesarjem v ekipi in ne samo kolesarjem, torej vsem tistim, ki skrbijo, da se za Adrio Mobil ve in doma in po svetu. Naj vas kar takoj opozorim, jutri so fantje že na poti, konec tedna dirka v Turčiji po Antaliji. Seveda je Novo mesto eno najbolj razvojnih občin, če ne najbolj razvojna občina pri nas in tu domuje naša najboljša kolesarska zasedba, ki je v lanski sezoni, dame in gospodje, prvič zmagala v vseh kategorijah domačega pokalnega tekmovanja in čeprav smo na predstavitvi, mislim, da lahko še enkrat zaploskamo za ta izjemen dosežek kolesarskega kluba v Novem mestu. Če je kdo z občine, mestne občine tule, seveda lepo pozdravljeni, tudi brez vodilnih v lokalni strukturi nikakor ne gre in še nekaj je Novo mesto dobilo v zadnjem obdobju, ta izjemni velodrom, morda ga kdo premalo zna izkoristiti, ampak upam, da bo v prihodnosti vendar še bolje. Konec koncev pa Italijani so v tem velodromu, v tem objektu naredili kar nekaj kolajn zadnjega evropskega prvenstva. Ne nazadnje predstavnik oziroma predstavnika, se opravičujem, Kolesarske zveze Slovenije na čelu z gospodom generalnim sekretarjem Alešem Kalanom, dobrodošla tudi na tej prireditvi danes tule v Novem mestu. Ko smo imeli tu predstavitev pred 3 leti, nekaj bolj proti koncu zime, sem bil nazadnje v tej vlogi nekakšnega konferencierja in upam, da ste si od tedaj oddahnili in da danes, ko ste me zagledali, ni bilo tisto, in spet bo vodil tale in res ne najdejo nobenega drugega. Vsako leto jim rečem, naslednje leto pa le najdite kakšno vitko mladenko in ne ostarelega, debelega možakarja, ampak bomo že spravili tole čez. Kjer sem zdaj edini in sem kar malo preplašen, zdi nekam prazen in menim, da bi bilo prav, da zdaj povabimo njih. Tiste, ki so neposredni proizvajalci
Dame in gospodje, kolesarje Adria Mobila za leto 2020. Ja, nekaj prekaljenih kolesarskih novinarjev in novinark, oziroma novinark in novinarjev, da ne bo kaj narobe, je tule z nami danes tudi gospodična Mušičeva, ki si vse pestro zapisuje. In najverjetneje so vsi novinarji najprej pogledali v bilten, kjer natanko piše poslanstvo kluba. To si zapomnite vsi, strastjo do športa, ki presega trenutke zmag in porazov, ustvarjati zdrav, aktiven in odgovoren življenjski slog. Torej, poslanstvo je jasno, sem pa prepričan, da ste vsi in smo veseli vsi, da pri vsem skupaj še naprej vztrajata obe dami, ki sem jih že omenil, gospod Sonja Gole in pa seveda tudi, kaj ne drugega rečem, našo kolesarsko mamo tule v Novem mestu, drugo mamo za vse fante, predsednico kluba, gospod Mojco Novak, ki jo vabim, da pride do govorniškega mesta. Hvala lepa, Dare, zelo veliko si povedal, vsaj v meni, a ne? Zdaj pa gremo na tiste ključne zadeve in pomembne zadeve, za kar smo se zbrali. Skratka, spoštovana generalna direktorica, dragi kolesarji, sponzorji, spoštovana predstavnika Kolesarske zveze, spoštovani novinarji, dragi prijatelji, člani kluba in seveda tudi vsi predstavniki sponzorjev. Kot rečeno, ponovno smo se srečali v Adrii Mobil, v prostorih generalnega sponzorja. Zato je nekaj razlogov in vzrokov. Eden je zagotovo ta, da klub nosi 15 let ime Adria po generalnem sponzorju. Predtem je eno leto nosil kot drugo ime za Krko Adria Mobil. V zgodovini kluba od leta 1972, kar pomeni 48 let, pomeni več kot tretjino obdobja zgodovine kluba, ki nosi ime po družbi Adria Mobil. Generalni sponzor v letu 2020 praznuje 55 let od obstoja blagovne znamke Adria. Tudi to je eden izmed zelo pomembnih jubilejev in izražam zahvalo in ob tej priložnosti, da smemo nositi kolesarski klub Adria Mobil njegovo ime in hkrati čestitam in želim tudi v prihodnje dobre uspehe in naklonjenost športu in kolesarstvu. Kar se tiče pretekle sezone v letu 2019, lahko rečem, da sem zelo zadovoljna. To zadovoljstvo pa utemeljujem upravičeno z rezultati, ki jih je klub v pretekli sezoni ponovno nanizal. Kar se tiče članske ekipe, nastopili smo na 24 kategoriziranih UCI dirkah. To pomeni enodnevnih in večdnevnih, 5-dnevnih širom po Evropi in izven in pri tem nanizali 12 zmag in 30 uvrstitev na zmagovalne stopničke. To je, rekla, eden izmed odličnih rezultatov ali boljših rezultatov v zgodovini kluba. Pomembni podatki so vsekakor tudi te, da imamo v lanskem letu 65 tekmovalcev, ki so tekmovali v različnih kategorijah, in sicer od članov, mlajši člani, mlajši mladinci, starejši mladinci in pa vse kategorije dečkov, in kar pomeni v 6 starostnih
dirkah in tudi na drugih dirkah, enodnevnih in večdnevnih, in dosegli skupaj v barvah dresa kolesarski klub Adria Mobil 83 zmag. Naj povem, da je razpon med tekmovalci zelo velik, največji v zgodovini kluba, in sicer najmlajši je 9-letni Matic. Njegov trener je rekel, da se starostna meja niža, in glede na to, da sem babica, vem, kaj najmlajši nosijo v svojih oblačilih, tako daleč v mladost, vendarle ne bomo posegali, ampak Matic je pravo testo, ki ga bomo zgnetli v vrhunskega kolesarja. Najstarejši, ki pa je mlad 40 let, z poudarkom na mladosti in bogatih izkušnjah, je pa naš Rado, ki je tudi letos med nami v ekipi. Skratka, razpon je zelo velik in tudi to je odlika kolesarskega kluba Adria Mobil. Skratka, v klubu smo izjemno ponosni na gradnjo, na razvoj, na uspeh kolesarske šole, ki jo skozi celotno zgodovino strokovnjaki, bivši tekmovalci in okrepljeni z diplomanti iz tega področja razvijamo. Ta šola je prepoznavna pri vzgoji mladih kolesarskih talentov do vrhunskih mednarodnih šampionov in zato je potrebno, kot že rečeno, znanje, veliko kompetence, izkušnje in pa trdo in še enkrat trdo in dobro delo. Ob vstopu v leto 2020 pogledamo tudi širše obdobje kluba, puščamo za sabo sled tako na vzgoji kolesarjev, tako na prepoznavnosti kluba zaradi vzgoje kolesarjev in naših sponzorjev, ki omogočajo, da lahko udejanjamo svoje poslanstvo, in zaradi izjemnih kolesarskih dogodkov, za katere je klub prepoznan. Skratka, naše odlične organizacijske sposobnosti dirk je prepoznavna in velika, deležna velikih pohval in priznanj, ne samo na nacionalnem in okolju in regionalnem okolju, ampak predvsem na mednarodnem okolju. V lanskem letu je klub organiziral 12 dirk, kolesarskih dirk, od tega 2 maratona. Dirke imajo kategorizacijo, UCI kategorizacijo in status dirk, ki štejejo v slovenskem pokalu. Pri tem zagotovo ne morem mimo tega, da omenim dirko po Sloveniji. Gre za najzahtevnejši, največji, najprestižnejši in tudi najuspešnejši dogodek v organizaciji kolesarskega kluba Adria Mobil, ki je bila zelo odmevna, tretjič na Eurošportu, z pokazatelji in kazalci, ki so vsi v trendu rasti od let nazaj. In seveda nezanemarljiv je podatek, na katerega smo ponosni, da je tako naše kolesarje kot druge ekipe, ki sodelujejo na dirki po Sloveniji, videlo več kot 12 milijonov ljudi po več kot 100 državah, kar si štejemo prav vsi, ki smo vpeti v ta dogodek, kot izjemno moč, veselje in zadovoljstvo. Vse to kaže tudi na to, da smo od 11 dogodkov, ko se je podeljevalo priznanje za najboljšo ekipo v Republiki Sloveniji, v lanskem letu ponovno, to pomeni 8-ič, dobili to priznanje. Tudi to šteje in smo zato ponosni. Šteje tako za motivacijo v klubu, kot za priznanje
vseh športnih delavcev in seveda tudi sponzorjev, ki nam omogočajo delovanje. Pri tem naj omenim tudi to, da je v lanskem letu v mestni občini Novo mesto Marko Kumb postal viceprvak športnika leta. Vsako leto podeljujejo v Novem mestu tudi ta priznanje in Marko Kumb je prvak, kar je tudi za nas ponos in tudi motivacija za druge kolesarje. Verjamem v to, da bo v prihodnje kolesarstvo še naprej imelo svetlo prihodnost. Gre za eno ne samo nacionalno, ampak tudi mednarodno, izrazito trajnostno in ekološko komponento, ki jo prepletamo tudi v način življenja in delovanja naših kolesarjev. In seveda ne nazadnje velodrom, na katerega smo ponosni, da ima Novo mesto en objekt, ki je edini, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v širši evropski regiji, ta objekt, ki nam daje priložnost in seveda po drugi strani odgovornost, da sanjamo. Odkrito povedano, že večkrat sanjamo o tem, da bomo velodrom izkoristili za tako trdo delo, prepoznavanje talentov, da se olimpijske medalje po Levnu Štuklu vrnejo ponovno v Novo mesto. In kako naprej? Etap imamo veliko, zmagovalnih in tudi tistih, ki smo jih opravili, pa smo iz tega se naučili, kako premagovati ovire za to, da si boljši v prihodnosti, bomo nadaljevali. Kolesarska šola Adria Mobil tudi v prihodnje želi vzgajati talente, predvsem pa klub postavljati na zemljevid evropskega kolesarstva kot sinonim uspešne kolesarske zgodbe, v ponos vsem tistim, ki so pustili v klubu, z klubom svoj pečat in tistim, ki to počnejo tudi v sedanjosti. Skratka, želim si drugo letošnje leto, 2020, olimpijsko leto, uspešno leto, z poštenim in trdnim delom, vam pa hvala lepa za udeležbo in navijajte za nas. Hvala lepa, gospa Novakova. Kar se da kratek, ampak to enostavno ne bo šlo. Upam, recimo možakarji, da si niste doma naročili kosila za natanko ob poldne. Gospod Džona, bomo malo kasneje šli od tule, tako da, če se le da, napišite SMS, da ne boste danes, ker ste vedno točno uri, kosilo bo malo kasneje. Gospa Goletova, če boste rabili kakšno opravičilo, da ste malo dlje z nami, bom podpisal. Vse gre v delovno obveznost. Torej, nič se nestrpno ne presedajte, teh skupnih trenutkov z moštvom ne bo prav veliko. Danes smo veseli, da so tule, zato se družimo z njimi, kot sem že dejal, jutri potujejo in potem bodo ves čas po svetu. Tako da teh skupnih trenutkov s fanti in pa z vsemi tistimi, ki skrbijo za ekipo, prav veliko ne bo več. Si zamislite, kolesarji Adria Mobila bodo prej aktivni na dirki kot prvi kolesar sveta Primož Roglič,
ki je pred 8 leti, če se ne motim, me bo Bogdan popravil, leta 2012 sedel tam nekje v zadnji vrsti, nihče ni pretirano razmišljal, kaj imamo leta 2012 v tej dvorani oziroma na tej predstavitvi. Ampak poglejte, kaj se je izcimilo iz vsega tega in prav sedaj razmišljam, kdo od teh bo čez 8 let, ko jaz seveda ne bom več vodil te prireditve, v vlogi Primoža Rogliča, recimo Radoslav Rukina, čez 8 let. Ja, deluje najmlajši skoraj tule v tej skupini. Ampak prav vsem bomo dali priložnost, da vsaj stavek povedo in to je za moj okus edino pravilno, kajti če ne delujejo kot ekipa na cesti, na igrišču, potem so težko uspešni, so pa uspešni, kot ste slišali, strani gospe Novakove. Prej sem govoril o poslanstvu, preden bom dal besedo fantom, bom govoril še o viziji, ki so jo zapisali tule na Dolenjskem. Ostati najboljši slovenski kolesarski klub z doseganjem vrhunskih športnih rezultatov in še nekaj je zelo pomembno, kar je tudi gospa Mojca povedala, vzgojo mladih kolesarjev, tekmaticov in tako naprej in vsaj za zdaj jim uspeva več kot odlično, da o organizaciji športnih prireditev niti ne govorimo, vsi bodimo pravični, kolegice in kolegi novinarji, vemo samo za Dirko po Sloveniji, tule pa se dogaja še marsikaj drugega. Sem pa prepričan ob vseh vitrancih, lisicah in planici, mislim, da je pripraviti kolesarsko dirko po Sloveniji največji zalogaj v vseh športnih prireditvah v Sloveniji. Ampak sedaj pa končno govorijo oni. V četrtek začenjajo z obračanjem pedal. Upam, da ste že dobili tudi mikrofon. Ampak ne bo začel on pa ne bo začel. Začel bo eden izmed mlajših, če gremo lepo po vrsti, Boštjan Murn. Ja, Boštjan Murčo, če ga boste slučajno kaj klicali. Številk za dame telefonskih ne bomo povedali, fantje bodo to sami sporočili, če bo potrebno, če bo katero zanimalo. Boštjan Murn, čez 8 let, prvi na svetovni lestvici, je izziv. Ja, velik izziv. Še kaj več kot velik. Probali bomo čim bližje priti. Moram reči, da ima nastavke. Primož Roglič je odgovarjal enako. Da, ne. Zakaj je kolesarstvo? Tam sem padel, tule bom boljši. In držal je besedo. Boštjan, samo še tole, najmlajši v ekipi, vozi s takimi asi, kot je recimo Dolenjska Puščica, najboljši novomeški športnik v Novem mestu, kajti Darko Jorgič je iz Hrastnika, pa so mu kar dali tisti naziv. Torej, Marko Kump je najboljši novomeški športnik. Voziti z Jani, voziti z Radotom, to niso načine, nikar tako. Ja, probal sem od njih čim več naučiti, čim več pomagati. To je to. Čim več zmagati. Kaj pa res državnim grbom? To še naprej se borimo. Seveda. Ja, ne gre svetovno prvenstvo brez tebe, saj če ti ne greš, tudi jaz ne močem. Prav. Dobro, Aljaša Mrzel. Da vidimo. Malo mlajši, čez 8 let bo imel, ja, matematika mi ne gre. Aljaš, Mrzu? Ja, lep pozdrav sem. Isto vprašanje. Pravijo, da te kličejo Mrzu. Ja, na kolesu človek pa res ne more biti Mrzu. Saj me nikoli zebe. Aha, to je isto vprašanje, recimo. Si ti tisti, ki ga bomo čez 8 let videli na vrhu? Ja, ne vem, jaz v prihodnost ne vidim. Zdaj trudil se bom, no. Lepo bi bilo to videti, pa bomo videli, kako čez 8 let. Najbolj zanimivo v tem biltenu se mi zdi, tule v tej ekipi so skoraj da vsi vsestranski.
Takole, če pridem do tebe in ti rečem, če mi montiraš okna, Nekaj se bomo zmenili. pa sem vedel. Evo, fantje se res poznajo na vse. Največja želja, največji načrti. Ja, za to sezono, da bi kaj pokazal, da bi mi kaj uspel, trudil se bom, no, kakšno zmago mogoče, bomo videli. Tudi zmago. Kaj pa vem, vse se lahko zgodi. Pravijo, da so zmage rezervirane za Marka Kumpa. Ni valjda vse rezervirano. Kaj vidite, to je to. Ni valjda vse rezervirane za Marka Kumpa. No, z tega fanta še mi, evo, lepo. Hvala lepa. Aljaž. In še en Aljaž. Zdravo, Darek. Ja, živim. Zdravo. Činstvo. Vzdevek Jaro, kraj bivanja, Mirna Peč, letos ne bo tam državnega prvenstva, ne? Ne, žal ne. Žal ne, ker drugače poznaš vse zavoje levo in desno in Vsako luknjo. Tudi luknje. Tako. Pa vedno je prav prijetno tam v Mirni Peči, upam na naslednje leto, pa vendarle, letos bo državno prvenstvo v Lenartu na Štajerskem. Aljaž, je kar nekaj več kilometrov v članski vrsti kot predhodnika. Ne bom te vprašal, kaj bo čez 8 let, kaj ti poznamo že enega Jarca, ki smo ga spraševali, kaj bo čez 8 let, pa je potem bilo drugače, kot nam je rekel takrat, ko smo ga to vprašali. Željo, ste dobro delali, kje ste bili? Ja, začetek sezone dobro smo se pripravili, bili smo na pripravah v Makarski in v Istri. Mislim, da smo vsi dobro pripravljeni. Želje pa so seveda, zdaj sem že 3. leto. Pričakujem, da bom nekaj dosegel, nekaj zmagal. Hočem dvigniti roke v zrak, da grem čez celo črto letos. Tako da imamo velike cilje. Ja, vidim, da je cilj ogromen. Oba Aljaža že danes napovedujeta zmage. Tu spredaj so fantje, ki so odgovorni za zmage, vi zadaj pa tudi o zmagah. Recimo, kje boš zmagal? Petek na etapi. Petek na etapi, ja. Ne vem, imam določene cilje, všeč so mi dirke po Belgiji, všeč mi je dirka po Sloveniji, državno prvenstvo. Bomo videli. Mi lahko samo nekaj zaupaš. Lahko. Pa ni nujno na mikrofon, lahko samo takole. Je Bogdan Vink letos pripravil traso, ki je pisana na kožo Aljažu Jarcu. Na dirki po Sloveniji. Na dirki po Sloveniji? Da. Ne vem, trase še ne poznam čisto točno, ampak upam, da je. Tudi, če ni, bomo delali na tem, da se mi prilagodimo trasi, ne da bo trasa prilagojena nam. Ste slišali, torej fantje se že prilagajajo. Če ne bo šlo tako, kot si Aljaž Jarc iz Mirne Peči zamislil, je kriv Bogdan Vink, torej ni kriv Aljaž. Nekdo mora biti pač kriv, ne? Je tako, Aljaž? Je tako. Se sem vedel. Žiga Horvat. Žive. Ja, žive. Fant prihaja iz Prekmurja. Če še niste vedeli, v tem trenutku najboljši slovenski kolesar, ki je izšel iz Trobovcev. V tem trenutku. Aktivni kolesar. Aktivni Jansa. Ne, aktivni. Se. To, da se Simon Špilak malo vozi tu naokrog na kolesu, to pač ne velja več. Bolje. Doseči Simona Špilaka, je to možno? To bo pa čas pokazal. Čas ali žiga? Oboje. Načrti, želje? Ja, pripravili smo se dobro, zdaj pa doseči čim več. Bomo pa videli. Kdo je šef v ekipi? Kdo je šef v ekipi? Ja, Bogdan. Zakaj potem ni Bogdan, tu je lepo v dresu in tako naprej. Ja, se je Branko tudi. Kaj pa med vami, kdo pa tam narekuje stvari? To pa bolj starejši. To se pravi rado. Prva vrsta. Rado. Rado reče, potem pa ima pomočnike, da to sprovede.
Želje, Žiga, Ja, doseči čim več. Upamo, da že kakšno zmago, mogoče bomo videli. katera dirka bo srednja? Dirka po Sloveniji ne velja, ta je jača. Bomo videli, kakšna bo forma, možda določenih dirkah in to bi bili cilj. Dobro, hvala lepa. Gremo naprej in se selimo v prvo vrsto. Gorazd Per. Lep pozdrav. Gorazd si v prvi vrsti zaradi tega, ker poznaš Davida. Ne, ker sem med prvim še noter. Sem mislil, da si že glavni v ekipi, takole, kar takoj. Ker si prvi prišel noter, treba je biti med prvimi. Kolikokrat si želiš biti med prvimi tudi v sezoni, ki je pred tabo in vami? Čim večkrat, nočemo se omejevati. Gorazd Per vse stranski piše tule. Ja. Še petič. Torej, kako se boste zmenili v tej vsestranskosti? Tausch und Kunstlerji. Prosim? Sami Tausch und Kunstlerji, veš kaj to pomeni? Da vse znate. To pa bolj stvar dogovora. In koga se največkrat vpraša pri tem dogovoru? Športnega direktorja. Branče? Ja. Aha. Torej, lej, ti svetujem, ko prideš na trening, 20 dni kave, pa se veš. Največ bo dosti. Želje? Biti boljši kolani, zmagati, pomagati ekipi. Boljši kot oni. Torej, Boljši kot lani. a kot lani sem že mislil, da kot onih 9 proti tebi. Ja. Ampak tudi to je, tudi Primož že govori o tem, da bi bil rad najboljši in trenutno je najboljši. Včasih je treba tudi kaj direktno reči, da je tako, kot mora biti. Tvoja glavna dirka za letos? Najprej se bo treba v prvem delu sezone izkazati, potem pa razmisliti, ko razmišljati za naprej. Nič ne bomo prehitevali, ne? Ne, po korakih. Je Branko že povedal, kakšni so načrti za Antalijo? Končna zmaga? Samo okvirno. No. Pač skazati se po najboljših močeh. Kot vedno. Ja. Najlepša hvala, Gorazd. Spet se selimo v zadnjo vrsto, v zavetarju. Bo poskušal sedaj priti čim bolj v spredje Gašper Katrašnik. Prihaja iz Zgornje Kranjske, torej z Gorenjske. Gapi, sedaj pa si že kar skoraj da spodnji Kranjec, vsaj kolesarsko. Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, zdaj sem pa res že kar par let na Dolenjskem, sem se že kar navadil. Že znaš tudi kakšno dolenjsko vsekati? Slišam jih kar precej, po mojem tudi kakšno, sem se tudi zapomnil. Ampak ne, takole na javni prireditvi, ne? Tako je. Želje, prvič tule sedaj pa vendarle ne piše vsestranski, ampak kratki klanci, proti podblici kratkega klanca ni, in sprint. To mi s podblico ne gre skupaj. Si se zato preselil na Dolenjsko, da je malo lažje s temi kratkimi klanci in sprinti? Kratki klanci, dolgi klanci, povsod se najde vse, če iščeš, tako da to ne bi povezal s tem. Cilji pa, tako kot smo že danes slišali, lanska sezona je bila, jaz mislim, precej uspešna za našo ekipo in če letos ponovimo ali pa še nadgradimo to, mislim, da bo kar v redu. Za sprinte imaš v ekipi izjemnega učitelja, se da še kaj dodati, ali je najbolj pomembno, da ga kdaj tudi premagaš? Ja, to sigurno. V ekipi imamo, jaz bi rekel, najboljšega sprinterja sigurno v Sloveniji, pa še kar okrog, tako da ima precej več izkušenj od mene. Veliko sem se že naučil, veliko se je pa še za naučiti, tako da dela je dovolj. Si res ti Bogdano rekel, da je Dušan Rajovič gre, da ti vendarle postaneš drugi sprinter ekipe? Tukaj pa nisem imel nič prsta vmes. No, govori se po ulici, pa samo da se ve. Hvala lepa, Gašper, srečno, predvsem pa ostani cel čez celotno sezono. David Per. Živo. Živo, David. Tako
takole na prvo žogo bi rekel, eden od kapetanov ekipe, ali pretiravam? Ne vem, po čem to so, tako letnih ali? Po višini, bi rekel, ja. Po višini bi bili najboljši kolesar med košarkarji ali najboljši košarkar med kolesarji? Po mojem bo prva. To prvo. Torej, je priprava taka, kot ste si želeli, oziroma ekipa in sam? Jaz mislim, da letos sam osebno sem dosti bolj pripravljen kot lani. Sem tudi zelo motiviran za začetek sezone, tako da upam, da bom kaj pokazal v štartu. Prvi od teh, ki so govorili z izkušnjami svetovne serije, najverjetneje še vedno želja iti nazaj med najboljše ali enostavno ostati v tem okolju in biti tu najboljši. Ne, želja še zmeraj, ne smemo zaspati na starih lovorikah, tako da je treba gledati naprej, še vedno želja za višji nivo. David, tudi reprezentant na zadnjem svetovnem prvenstvu, marsikdaj se govori, da morda Adria v tem trenutku nima kolesarja, ki bi lahko bil blizu tistih najboljših, sam pa menim, da imate vsi potencial, da ste blizu tistih devetih, ki so v tem trenutku v svetovni seriji. Tvoj pogled na to? Jaz mislim, da to ne drži, da nisem lahko čisto enakovredno kosamo z ostalimi. Tu smo dokazali na dirki po Sloveniji ali pa dirkah po Hrvaški, recimo, so isto protor ekipe, pa smo jim bili kar konkurenčni. David, Marjaž pravi, da bo on dobil dirko po Sloveniji. Bo treba močno garati za? Ja, ne vem. 5 priložnosti verjetno bo, tako da so še 4. Torej, etapo si rekel, da bo dobil, ne, v tem trenutku. Še želja, konec leta tudi in znova biti v ekipi na svetovnem prvenstvu v Švici? Ja, sigurno, za reprezentance je lepo dirkati, tako da tudi to je želja. Želja v tem dresu? Čim večkrat dvignem trako v zrak, večkrat kot lani. Mojca, če bo šlo takole naprej, bo vse tole potrebno zapisati za prireditev za naslednje leto in bomo začeli malo prej. Hvala, David. Mi gremo v tem trenutku že naprej. Na levo stran boš predal mikrofon. Radoslav Rugina, o letih seveda niti ne bomo, prej sva govorila, da med aktivnimi športniki v Sloveniji vsaj sam poznam samo enega, ki je malo starejši, ampak moram reči, da Jasmin Handanović zgleda precej starejši kot pa Radoslav Rugina. Rado, res sem vesel, da si še vedno zraven, čeprav si lani rekel, ni nujno. Nikamor te ne hodimo. Si kot naš. Ja, lep pozdrav vsem. Devete sezone zapored tukaj sedim. Vedno so podobne besede. Ode želje so vedno visoke. Včasih se ne uresniči vse. Ampak kolesarji delamo na tem, da se večinoma uresničimo. Ampak kot sem lani rekel, ampak letos je 100%, da je to zadnja sezona. No, saj si tudi lani nekaj podobnega rekel. Ja, letos sem 100%. Pustimo to za naslednje leto. Brez dvoma boš dobil najverjetneje vabilo, da prideš, da se usedeš med starosti kluba tudi na naslednji prireditvi. Če pa se boš slučajno želel usesti znova tole, pa vedno dobrodošel. Nikoli se ne vem. Natanko, tako je. Po eni minuti ni več tako prepričan. Rado, vrsto let si zraven. Mislim, da imaš leta, ko lahko tudi sam odkrito poveš, je ta ekipa tista, ki v tem trenutku lahko naredi največ. Morda primerjava s tisto, ko je takrat sedel tule Primož Roglič in se potem razvil vse skupaj. Konec koncev imamo tu Janija Brajkoviča, ki še vedno po mojih mišljenjih sodi v top 5 slovenskih kolesarjev
vseh časov. Je to ekipa? Glede, ekipa je zelo homogena in vsi se dobro poznamo. Z prejšnjega leta zamenja se en kolesar. Sigurno lahko visoko dosežemo. Razlike so zelo majhne med World Tourom in med nami, tako da zelo visoko lahko in vse mogoče. Če odzameva sedaj dirko po Sloveniji, kaj bo tisto, kjer bo ekipa želela biti čim bolj v ospredju, enodnevne dirke, več etapne, Antalija, recimo? Na nobeno dirko se ne gre na izgled. Vsakem štartu se pripravljam, da greš na zmago in to je edini način, da se uspe. Se lahko na listo zmagovalcev dirke po Sloveniji še enkrat upiše tudi Radoslav Rubina, čeprav je Aljaž napovedal zmago? Težko, ampak ni nemogoče. Torej, vplivamo na Bogdana, naj letos ne vabi teh zvezdnikov in tako naprej. Lahko je, bolje slajše zmagali. Torej, imaš proste roke, Bogdan, bo slajše zmagati. Samo še eno vprašanje, Radoslav. Velika želja je bila olimpijski nastop. Vemo, kako se je razpletla okrog Hrvaške. Premalo kolesarjev na Hrvaške in nimamo kvote, tako da to je padlo v vodo. Kaj pa če se dobi wildcard? Bomo videli, če. Bomo videli, če. Torej, hvala lepa, Radoslav Rogina. Janez Brajkovič, Jani. Ja, saj seveda, da me bo takoj popravil, kaj ti nickname piše Jani, ampak seveda Jani Brajkovič, malo ga moramo izzivati, da dopiše tist adrenalin, kajti ko ima Jani adrenalin, takrat je lahko zelo uspešen, če bi zdaj našteval vse njegove klube, bi bili še dlje tule, bi se že vse pohladilo, tudi doma pri kosilu. Najprej bom rekel nekaj. Izjemno sem vesel, da vsi tisti, ki odločate o kolesarstvu tule na Dolenjskem, da ste našli pot in skupno nadaljevanje z Janijem Brajkovičem. In res sem vesel, da je Jani Brajkovič znova v kolesarski opravi in da Jani Brajkovič, če ni rekel, zadnji v slovenskem kolesarskem športu. Vem dobro, da je lani razmišljal tudi selektor Andrej Kaufmann o Janiju Brajkoviču za Veliko Britanijo. Nič ne bomo prehitevali, ampak Švica bo zelo, zelo blizu in kmalu tule. Jani, kaj drugega vprašati kot koliko je izzivov pred novo sezono v domačem klubu, po vsem tistem, kar je kolesar tvojega kova že dal skozi? Ja, izzivov je veliko, cilji so visoki, zdaj ne bi govoril o kakšnih ciljih, ampak mislim, da tekom sezone se bo vse pokazalo, kaj si jaz želim zase in za samo ekipo. Glede rezultatov, glede razvoja, mislim, da kar prejde zraven. Jani, ko si se vrnil v domači klub, mi je bilo najbolj zanimivo, nekako sem pričakoval, da bo Jani Brajkovič tisti, za katerega bodo morali delati vsi drugi, ampak še enkrat si že tedaj pokazal to svojo veličino, da znaš odlično delati tudi sam za druge, če je potrebno, in da znaš slediti temu, kar so zakonitosti kolesarskega športa. Je to še vedno tvoj moto? Seveda, jaz mislim, da na prvem mestu zmeri ekipa. Če se da rezultat doseči z drugimi kolesarji, pač se cela ekipa temu mora potrditi in narediti vse, da pač tisti kolesar doseže to, kar smo si zastavili. Nekako se mi zdi, da kolesarstvo je zate življenje. Mislim, da se ne motim. Vesel sem prav zaradi tega, da si znova v tej opravi, da si da o ciljih visokih, kot vedno, ne boš govoril, ampak je najprijetneje, ko se lahko dvigne roke ob koncu etape ali dirke. Najverjetneje je tudi to še vedno v mislih. Seveda, pač jaz osebno imam svoje cilje, želje oziroma načrte, hkrati pa tudi
predvsem mladi kolesarji imajo tukaj mene, ki me lahko izkoristijo za pomoč, ker ne da bi jaz vse vedel, ampak prav gotovo sem eden redkih, ki pa ve, kako pa kaj ne delati. Tako da lahko že na tem zelo veliko pomagam in bom zelo vesel, če mi lahko pomagal. Ja, v tem odgovoru in v enem odstavku ste slišali še enkrat veličino našega Janija Brajkoviča, zaradi tega sem res vesel, hvala Mojci, hvala Bogdanu, hvala Sonji, da ste se odločili, kot ste se, ne glede na vse peripetije, ki so bile povezane z Janijem. Ampak Jani, potrebno bo nekako po logiki prevzeti to vodstvo starosti, starešine, kapetana. Prepričan sem, da Branko tudi dobro ve, komu to zaupati. Nekako se mi je vedno zdelo, da Jani Brajkovič je raje prosti strelec kot pa kapetan, tisti vodja, da ga stalno nekdo nekaj sprašuje, kaj bo z ekipo. Koliko se moti? Ja, to je bilo ponavadi redko, da sem bil raje bolj v zadnji oziroma tiho. Se nisem izpostavljal, pač v zadnjem letu se to zelo spremenilo in na stvari gledam zelo drugače, bom rekel, in se ne bojim prevzeti pač odgovornosti in narediti tako, kot je treba, oziroma tudi prevzeti odgovornost za poraz oziroma za stvari, ki pač niso šle po načrtu. Hvala lepa, Jani, še enkrat hvala, da si znova zraven. Fantje, mislim, da ste slišali marsikaj in da imate ob sebi nekoga, na katerega se boste lahko vedno naslonili. In najboljši novomeški športnik iz Novega mesta za zadnjo sezono Marko Kump. Marko, 4 dirke v Sloveniji, lani te enodnevne, vedno isti zmagovalec. Torej domači Grand Slam kolesarski se bo nadaljevalo že 29. marca. Ja, lep pozdrav. Ja, ne vem, sej, glede na to, da se koliko zmag imamo že rezerviranih, ne, malo heca, ampak ja, zagotovo bomo poskušali upredniti te zmage. Če zmago ostane v ekipi, se mi zdi tako zadovoljen, kot če jaz zmagam, tako da s tem nimam problemov. In ja, ponoviti, še kakšno dodati, pa pripeljati sezono na isto ali višjo stopničko kot lansko. Odhajate v Antalijo, sam še nisem pogledal etap Antalije, kolegica Mušičova najbrž že vse ve, kje boste zmagali, ampak katera od etap, ki jo moramo pa nujno pogledati ali pa spremljati, ko boste sprinterji spredaj? Ja, no, za začetek je malo prepremzam, to je dirka prve kategorije. Pride tudi World ekip, veliko profesionalnih ekip. Štartna lista je izredno močna in verjamem, da so vsi tegli kolesarji, ki bojo na štartu isto zagnani kot mi. Ampak ja, mi bomo štartali tako to dirko kot verjetno vsako drugo, samo eno mislijo, in sicer, da gremo po zmago. Včasih ne uspe, ampak jaz sem prepričan, da bomo s fanti na dirki naredili vse, kar je v naših močeh. Mojca je prej rekla, najmlajši je Matic, 9, najstarejši je Tule. Tule v vaši ekipi pa tudi kar precejšnja razlika, če se ne motim, 19 do 41. Zaupanje v ekipo pa mora biti popolno. Za sprinterja še toliko bolj. Ga imaš? Ja, sigurno ga imamo. Mislim, da nasploh,
Če je v sami ekipi zaupanje, potem ne samo z moje strani, tudi s strani ostalih fantov, potem je to zagotovo en velik plus in tisto nekaj, kar daje ekipi malenkost več od ostalih. Hvala lepa, Marko. Slišali ste, zelo zahtevna dirka čaka fante, ampak sam sem prepričan, da bodo naredili vse, tudi Marko, če se mu ponudi priložnost, da morda prvo zmago upišejo že od četrtka do nedelje v Antaliji. Aplavz prosim za deseterico, ki bo zastopala naše barve. Malo bomo še rapili mikrofon za Branka. Hvala lepa za pomoč. Če bi bili zdaj v gledališču ali operi, bi vam seveda dal odmor za kavico in pa za morda odhod na WC, ampak pač nismo ne v gledališču, ne v operi, ampak v Adriji se enostavno dela in ni prekinitve sedaj, tako da ostanite na svojih mestih. Branko Filip, če bi bil jaz športni direktor in če bi slišal sedaj vse tole, kolikokrat bodo roke dvignjene, se vidim, nasmejan si, skoraj da do ušes. Še dobro, da jih imaš, drugače bi je. Beseda dve o tem, res so pogumni. Se prvo zdravo vsem. Pravilno, da je športnik samozavesten in letos smo za sezono zastavili malo širše. Mene je lani motilo, oziroma nas, ker smo imeli samo dva zmagovalca ekipe, Dušana in Marka. Letos smo se odločili, da bomo poskušamo več na širino ekipe, da imajo več čas tudi ostali kolesarji. Za Marka pa smo se odločili za veliko le te najpomembnejše domače dirke. Za ostale bomo pa iskali šanse tudi na drugih dirkah. Veliko vsestranskih, ravno zaradi tega. Tudi zaradi tega zmagovalno miselnost, zmagovalnost je potrebno pridobiti in če nimaš pogojev oziroma da nisi v položaju, v tem izgubiš in s časoma nimaš več teh in zato smo se odločili, da gremo malo širše na dirke, da iščemo malo večjo širino v ekipi. David Perry je trenutno dobro pripravljen, zelo velika pričakovanja imamo od njega v letošnji sezoni. Jarc, tudi mladi fantje, imajo velika pričakovanja v reprezentanci do 23 let, tako da smo vse skupaj malo širše zastavili. Zelo dobro, lepo. Ko sem pogledal program, vsi ga imate tudi v biltenu, se mi zdi, da je zelo dobro sestavljen. Sta sestavljena skupaj z direktorjem, po možnostih, po zmožnostih, po povabilih. So še dirke v tujini, kjer Adrio Mobil tudi povabijo zraven? Zelo za našo kontinentalno ekipo je zelo zahtevno več dirk na zahodu imeti, ker vse stroške krijemo sami in to so veliki stroški, tako da moramo biti zelo previdni, kam se odpravimo, kje imamo šanse za uspeh in kakšna je strategija skozi celo sezono, kdaj moramo iti na priprave, na katerih dirkah imamo šanso za rezultat. Zdaj pa samo še nekaj, šef tekmovalni, športni. Če bi Matjažu Keko dal na voljo 10 igralcev, bi bil zelo nevoljen. Ti boš moral celo sezono predelati z 10. Bo šlo? Na polovici sezone se nam priključi Kristjan Kučevar, on je trenutno kolesari v Gorici, on je mladinsko kategorijo prevozil pri nas, na to smo ga posodili v Gorici, da dobiva izkušnje, na pol sezone pa se nam priključi. Hvala lepa, športni direktor ekipe Branko. Hvala lepa, da so bili fantje tudi ozvočeni in sedaj lahko samo še ugibamo, kateri bo tisti, ki bo res čez 8 let na prvem mestu svetovne lestvice. Mi nadaljujemo in seveda bom znova povabil tamle za govornico direktorja kluba Bogdana Finka. Izvolite. Skoraj je pozabil govor. Lep pozdrav tudi z moje strani vsem zbranim, generalni direktorici, predstavnikom sponzorjev, kolesarjev in pa novinarji, vsi navijači. Pred nami
Ja, Dare, majhen popravek. Leta 2013 je prvič sedel v sezoni 2013, prvič sedel tukaj Primož Roglič. 2012 jeseni se podločil, da bo vozil pri nas. Hvala za popravek. Torej, če kdo ve, potem ve Bogdan. Bogdan, samo eno vprašanje ali pa dva. Vas veseli, takole na prvi pogled, 8 od teh 10 je pedala začelo vračati v Novem mestu. Ja, sigurno. Kot sem že napisal, tudi v Biltenu imamo eno mešanico mladosti in pa izkušenosti. Predvsem moramo reči, da ekipa je še vedno zelo hitra in upam, da to, kar je Jani, ki je povedal prej zelo eno modro misel, da bi se mladi čim bolj naučili, kaj se ne dela. Predvsem ta del naj probajo vsrkati od starejšega izkušenega dela in mislim, da bo sezona zelo dobra. Bogdan, o dirki po Sloveniji te res ne bom gnjavil že danes, pa bo narejena za Aljaža? Tako kot je rekel Aljaž, se bom prilagodil, tako da ni problem v trasi, ni problem kje bo, ker na koncu kolesarji naredijo tekmo. In se pravi, če je rekel Aljaž, da se bo prilagodil, me sploh ne skrbi. Dobro, 14. junij, glavni trg. Ja, ne. Dvignili bomo roke za konec 14. junija na glavnem trgu. Aljaž Jarc, vse je jasno. Hvala lepa. Mi bomo že 29.3. na glavnem trgu, ko bo velika nagrada Adriamobil. Tako da bomo že takrat, da bom imel Aljaž eno manjši test, priložnost sprobati, kako to gre. Branko bo pa tudi imel možnost videti, kakšna bo ekipa v junijskem terminu. Torej ste slišali 29. zadnja nedelja, takrat, ko se znova predstavlja ura, je tako, ali pa teden po planici, le pridite v Novo mesto, naj vas ob tem, ker sta predstavnika Kolesarske zveze Slovenije tule, tudi z Adriamobilom, pa prva dirka 8 dni prej v Izoli. Hvala lepa, Bogdan. Ja, že skoraj uro smo tule, sedaj v prostorih uspešnega podjetja Adriamobil in seveda je prav, da nam nekaj besed sedaj, ko je slišala ta ogromna razmišljanja, svoje pove tudi prva dama podjetja in gospa, ki skrbi, da je kolesarstvo v tem delu dežele še vedno na izjemno visokem nivoju. Gospa Sonja Bole. Seveda in dobrodošli v Adrijinih prostorih tudi z moje strani. Ja, lepo je bilo poslušati zgodbe o uspehu, o dolgoletnem delovanju, predvsem pa tisto, kar mene vedno znova navdušuje in motivira, je, da smo slišali od vseh tekmovalcev oziroma kolesarjev dve pomembni sporočili. Prvič, delamo kot ekipa, ker če ni ekipe, potem tudi uspehov ni. In to, da se v teh letih, se pravi na začetku svoje uspešne športne poti, zavedamo, da nihče ne piše zgodbe sam, ampak zgodbe pišemo skupaj. In skupaj napišemo tiste najbolj uspešne zgodbe. Zato me to veseli. In drugo sporočilo, ki ste nam ga dali vsi skupaj, je, želimo zmagati. Ta športni duh in želja po biti najboljši, če pa že ne biti najboljši, pa predvsem se zavedati, da damo od sebe svoj maksimum. Potem si nimamo tudi kaj očitati, tudi če včasih pride na poti, nasproti, kakšna ovira, ki jo ne premagamo najuspešnejše.
In k tem dvem sporočilom naj dodam še svoje sporočilo, in sicer to, da je Adria pred 15 leti se odločila za podporo kolesarstvu, je bila zahtevna, pa vendarle jasna odločitev. Odločitev podpora kolesarstvu, da, pod pogojem ravno tega sporočila, ki ste ga dali. Da delujete timsko in da s svojimi odličnimi rezultati motivirate tudi mlajše generacije, tiste, ki prihajajo za vami, torej da je kolesarstvo timski in da je kolesarstvo množični šport. Zato smo se pred 15 leti odločili v Adrii Mobil in zato, ker vedno znova in vsako leto dosegate odlične rezultate, se vsako leto odločamo za nadaljno podporo. In seveda v tem času je še toliko bolj pomembno, ker vendarle neko vprašanje v zraku vsakokrat znova ostaja. Adria Mobil je v lasti francoske skupine in tukaj prepričati neprepričane v podporo ni vedno lahko, ampak seveda veliko lažje in veseli me, da ta podpora je tudi na strani lastnika Trigano, torej veliko lažje je prepričati tiste, ki na koncu vendarle dajo odločitev, če dosegamo svoje cilje, če smo predani, če ste predani, če ste zmotivirani in če date od sebe tisto največ. In verjamem, da tudi s takšnimi rezultati, z pričakovanjem priti čez cilj z dvignjenimi rokami, je tisto, kar daje nov zagon za nove zmage in tudi nove priložnosti. Nove priložnosti morda ne samo v klubu Adria Mobil, ampak tudi v profesionalnih klubih. Nekateri od vas ste to že probali, nekateri. Prvi kolesar sveta je danes je pred 7 leti, torej začel svojo kolesarsko pot v Adrii Mobil, torej v Novem mestu, seveda govorimo o Primožu Rogliču, in verjamem, da si vsak od vas potihem želi, da bi morda ne čez 8 let, kot pravi Darko, morda celo že prej. Lahko si postavite celo višje, še bolj smele cilje in sledite jim. Zato ob tem še enkrat čestitke za vse rezultate v lanskem letu in odlične želje in popotnica za prihodnje. Adria Mobil je bila tudi v lanskem letu odlična, predlani najboljša, lani pa boljša od najboljšega leta in letos bomo boljši od lanskega najboljšega leta. Naj bo to popotnica tudi za vas, da vsako leto je potrebno se vedno znova dokazovati in vsako leto postavljati višje cilje. Vi jih imate z odlično podporo trenerja, direktorja kluba in seveda tudi predsednice kluba in pa vseh tistih odzadaj podpornikov oziroma sodelavcev, bom rekla, ki jih verjetno mnogo premalokrat omenimo, pa so ravno tako pomembni za to, da na koncu vi, vsak zase in vsi skupaj dosegate odlične rezultate. Zato čestitke, dobre želje vam in aplavz tistim, ki jih tukaj ne omenjamo.
šport in še marsikaj v tem domačem okolju in tudi širše. In prepričan sem, da če bo Primož, ki je izšel iz tega kluba, naredil letos recimo na Tour de France še kaj več kot na zadnji, ko je tam tekmoval, boste Francozom zlahka povedali, to je fant, ki je premagal v Franciji vse vaše, začel pa je tule med našimi več kot spodbudno. Hvala lepa, da ste bili z nami.